Med dolinami Kanomlice, Idrijce in Trebuše leži vojskarska planota. In čeprav se je do najvišje ležeče vasi na Primorskem mogoče podati iz vseh omenjenih smeri, bo za prvič verjetno najboljša pot iz Idrije, pa še ta je ponekod precej ozka. Malo naprej od same vasi, kjer idrijsko občino zamenja Tolminska in kjer se vojsko že prevesi v Trebušo, pa je bil tokrat moj cilj. Vaš cilj je na desni. Gorenja Trebuša 91, domačija Gačnik, ki je poznana tudi po imenu kmetija Naš raj. Še zdaj, predvsem Slovenci, ko pridejo, jim je čudno, kako lahko sploh živimo tle gor. Čudno jim je, da se vsaj pol ure voziš v Idrijo, pa nazaj, Samo se tudi Ljubljani se po pol ure vozijo v službo, če te gledamo. Malo po drugačni cesti, ampak je pa vse isto. Ja, pa zmeraj je tisto vprašanje, kaj pa prva trgovina v Idrijo morate iti, Ja, pa telefon, pa wifi imate, imamo, Tako so pa vsi zabrepaščeni, kam smo se res dali, Valerija Verhovnik se je v te konce priselila pred 7 leti. Spomni se, kako je bilo v času žleda po zimi 2014, ko je bila 10 dni odrezana od sveta. Edini stik z njim je bil radio v avtomobilu. In zakaj je po rodu Korošica, ki je na vojsko prišla iz Kopra, morje zamenjala za idrijske govce. Ja, ne vem, rada imam govce. Nisem tip za velika mesta, pa za šunder, bom rekla po domače, Všeč mi je majhnost in male stvari imajo čar. Pa ne bom rekla samo vojskarska planota, tudi sama Idrija majhna, ampak je pa lepa. In ni edina, ki ima rada majhnost. Vsaj glede na število priseljencev, ki pa niso samo iz različnih koncev naše dežele, ima očitno tudi odmaknjenost svoj čar. Ja, imamo Madžara angleškega rodu, ki je pogosto tukaj, ki je pisatelj, in zdaj imamo še enega Nemca. Predtem so bili pa tudi še eni Angleži. Mislim, poseben moraš biti, da sploh hočeš biti tu, Ker če ne drugega, vse poletje lepo, Že jesen, ko se pa začne megla, pa dežna vid pa zelo kruto, pa zoprno, zime pa sploh, Valerija Verhovnik, ki je tudi nova direktorica Zavoda za turizem Idrija, pravi, da jo je kraj s potokom Gačnik, ob katerem zdaj živi, očaral v hipu, ko je prišla na vojskarsko planoto. Najela je kmetijo, ki je dobila ime prav po potoku, turistom pa je poznana tudi po imenu Naš raj. Nekoč je bila to velika domačija žago, mlinom in kovačijo. Po drugi svetovni vojni naj bi na njej živelo 16 ljudi. Sama hiša pa je stara vsaj 200 let. Najbolj zanimiva pa bila v bistvu tudi iz tega vidika, da v 3. nadstropju hiše je bila temnica narejena in tle so bili eni prvih, ki so fotografirali pa razvijali fotografije. Gor se je najdlo, ko sem jaz prišla, pa če ležalo, nekaj že bilo uničenih, preko 300 teh steklenih, ne vem, kako se reče, taki stekleni modeli so, ko se včasih fotografija prenašala iz stekla, pa delala. To se je pol rešilo in je šlo v muzej, da se to sčisti, da se shrani, da se ne uniči. Pa zanimivo je, da na teh slikah, ko so večinoma bili meščanski, bogati ljudje, portreti njihovi. Je še zdaj zanimiv gor ta prostor, ki je tak prav skrit. Vrata so tako narejena, da če ne veš, sploh ne veš, kje jih odpreti. Čevlje so tudi delali tu, je gor na podstrešju polno modelov za čevlje, tega so bili kar precej samooskrbni. Govori se tudi, da so bili eni prvih v Sloveniji, ko so imeli elektriko, ker so si pač iz mlina pa žage sem potegnali, in je tudi še na steni pač ta rinka, kjer je bilo povezano zajlo z mlinom in pa je zvečer so pol kar tu iz okna dvignali loputo na mlino, da se je za mlinsko kolo zavrtelo, da so imeli luč v hiši, Tako da je bila zelo uspešna kmetija, Na koncu sta pa tu ostala v bistvu 2 brata, Skok sta se pisala, in ko sta ona 2 umrla, je v bistvu to kmetijo podedoval nečak, ki je zdaj lastnik. Hiša ni bila nikoli prazna, zato ker pol so jo dali takoj v najem, že pred mano je bila v najemu. Tako da ni bila v bistvu nikoli prazna, da se vzdržuje. Je pa ogromna hiša, ima 42 okn, to je tudi zanimivost. Zanimiv pa je tudi potok Gačnik. Izvira blizu samega kraja Vojsko, nekaj časa teče po planoti, potem pa se spremeni v sotesko, za katero pravijo, da je bila v stari Avstro-Ogrski druga najhujša grapa. Nahajamo se ob potoku Gačnik,
To je v bistvu na Vojskarski planoti, na robu Vojskarske planote, ko se planota prevesi v dolino Trebuše. Tukaj se v bistvu začne najlepši del potoka Gačnik, se začnejo Gačniški slapovi. Najlažje dostopna iz vrha sta dva slapova. To je ta Gačniški, kjer se trenutno nahajamo, in pa Brderjev slap, ki je samo par metrov nižje. Da se še do naslednjega z vrha ali pa iz spodnje strani, kjer se v bistvu izliva v reko Trebuščico. Iz spodnje strani je tudi dostopno par slapov. Potok 14 slapovi, brzicami in tolmuni se približno 800 metrov nižje izlije v Trebuščico. In če sta prvi in drugi slap preprosto dostopna in le streljajo od kmetije Gačnik, je srednji del Soteske precej neprehoden, pravi Urban Šlabnik, turistični vodnik po občini Idrija. Že pred že omenjenim žledom je Soteska veljala za zahtevno brezpotje. Vseeno pa sem pri kmetiji Brdar srečala možakarja, ki je včasih skozi Sotesko vodil skupine, kar 27-krat. Nad mojim snemanjem ni bil prav nič navdušen, mi pa je vseeno povedal, da je Gačnik zahtevna tura. Do 10 ur so potrebovali za prehod Soteske. Bili so tudi taki, ki so po koncu rekli prvič, zadnjič in nikoli več. Tudi lastnica kmetije Brdar, ki še vedno hrani vpisne knjige z napisanimi vtisi tistih, ki so šli skozi Gačnik, se spomni, da je bilo naporno, ampak res lepo. Sicer pa je kmetija Brdar, Gorenja Trebuša 89, lahko tudi izhodišče za drugi slap. Turistični vodnik Urban Šlabnik. Brdarjev slap, zato ker se nahaja samo nekaj 10 metrov pod kmetijo Brdar. In to je v bistvu tudi zelo, zelo lepa kulisa za kakšno fotografijo, spomin na Gačnik. Je pa Gačnik tudi naravni spomenik in kot tak tudi zaščiten. Zato so tukaj dejavnosti, kot je recimo soteskanje, prepovedane. Ta spodnji del Gačnika je zanimiv zaradi svojih slapov. Zgornji del potoka Gačnik teče pa po Vojskarski planoti, je pa izredno zanimiv za za biologe, botanike, geologe, ker je zelo zanimiva v bistvu ta flora in fauna ob potoku. Ob potoku v bistvu se na večjih mestih pojavijo mokrišča, kjer najdemo tudi v bistvu 3 vrste mesojedih rastlin in tudi kar nekaj različnih orhidej. Vojsko pa ni bogato le z naravo, ampak tudi zgodovino, predvsem tisto povezano z drugo svetovno vojno. Ohranjena je partizanska tiskarna Slovenija in prav na žagi, ki je stala na Gačniku, so zanjo napravili les, pove zgodovinar Matej Šlabnik iz društva 2020, v katerem skušajo bogato idrijsko dediščino povezati s podjetništvom. Ta gačniška žaga je bila v bistvu povezana s tem, da so tukaj les za te barake v strogi tajnosti napravili, tukaj barake sestavili, jih oštevilčili, razstavili nazaj in pa potem v bistvu mislim, da je podatek kar enih 50 nočnih voženj je en možakar to tajno vozil do tiste grape, kjer so partizani pač prevzeli te plohe, izvozili dol v grapo in pač tam postavili tiskarno Slovenijo. Ko se je ustanovil 9. korpus, sprav v času odpora proti okupatorju, je tukaj na tem področju Gačnika tudi delovala centralna korpusna lekarna. Torej, kar pomeni, da so tukaj zbirali zdravila in so jih seveda mogli potem tudi naprej razpečevati. Ne vemo, da so na območju 9. korpusa delovali kar 2 partizanski bolnišnici. Danes najbolj znana partizanska vojaška bolnišnica Franja pri Cerknem, druga je bila pa na drugem koncu Vojskarske planote pa bolnica Pavla, ki je bila praktično po številkah po času obstoja zelo podobna Frani, tam malo pod 1000 ranjencev je preskrbela, tako da je tudi tukaj v Gačniku s tega sanitetnega stališča se odvijala ena zelo pomembna dejavnost. Se pa pohajkovanje po Vojskarski planoti, če te ne poznate, lahko izkaže tudi za precej težavno. Poti, ki so si vse po malem podobne, ni malo, kažipotov in oznak pa prav nasprotno. Navigacija sicer pomaga do kmetije Gačnik, na planoti pa lahko tudi zataji, pravi Valerija Vrhovnik. Pa tudi GPS je tako, lahko te pelje iz Idrije na Vojsko v Gačnik, lahko te pa pelje čez spodnjo Idrijo, Kanomlo, pa na Vlako vrh pa v Gačnik, tam je pa že bolj taka cesta, da ni za vsakega voznika. In pa prijejo celi prestrašeni.
Zato je najbolje, da se ustavite v Idrijskem Ticu in si priskrbite zemljevid Vojskarske planote in okolice. Vedno pa se najde tudi kak domačin, ki pozna okoliške poti in stvari. In kdaj so gačniški slapovi najlepši za obisk? Na slapove je v bistvu najlepše priti po dežju takoj. Lani smo imeli eno skupino, ki so bili iz cele Evrope in pripeljali so se v nevihti, pa je pa nehalo deževati in si jih pol prepričala, da grejo do slapov. In pač vsakeč, ko ljudje to naredijo, prijejo čisto čarani nazaj, da kaj takega še ne. Ker takrat je pač res ta prava naravna lepota. Zdaj poleti, ko je pa vroče, pa ni toliko dežja, so pač bolj bogi. Po zimi pa tudi, ko zamrznejo, imajo pa spet svoj čar.